Letovišča ob Rdečem morju v Egiptu so priljubljena počitniška destinacija tudi med Slovenci. Nekaj sto jih je trenutno tam, vendar njihova varnost ni ogrožena, so nam dejali v več slovenskih turističnih agencijah. V agencijah stvari spremljajo in zaenkrat ne spreminjajo programa. Trenutno imamo turiste v Rdečem morju v Hurgadi, trenutno pa tam biva 104 naši gostje. Dosledno spremljamo situacijo glede na informacije Ministrstva za zunanje zadeve, potem tudi naših predstavnikov v Egiptu in pa tudi našega poslovnega partnerja. Torej, dosledno se držimo teh informacij, ki jih daje Ministrstvo za zunanje zadeve. In če bo ministrstvo ocenilo, da ni varno za naše goste, bomo skupaj z našim prevoznikom, torej z Adrio, tudi spustili ta čarter. Janez Janša, Tone Krkovič in Ivan Crnkovič lahko pošto sodbo v zadevi Patria pričakujejo po 5. septembru. Z okrajnega sodišča v Ljubljani so sporočili, da bodo pisni odpravek sodbe poslali v roku 3 mesecev, ta rok pa se izteče 5. septembra. Janša, Krkovič in Crnkovič so bili obsojeni na zaporno kazen 5. junija, na sodišču pa ponavljajo, da je zadeva tako obsežna, da je za izdelavo pisne obrazložitve sodbe potreben tako dolg rok. Povprečna mesečna bruto plača za junij je znašala 1495,45 evra, kar je nominalno in realno za 1,9% manj kot maja. Ob tem je drugič letos po februarju padla pod raven 1500 evrov. Povprečna mesečna neto plača pa je junija dosegla 982,72 evra, kar je za 1,4% manj kot maja. Junijska povprečna bruto plača v javnem sektorju je bila s 1731,79 evra, glede na majsko nižja za 0,5%. V zasebnem sektorju pa je povprečna bruto plača dosegla 1366,75 evra, kar je bilo za 2% manj kot maja. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije z razpisom za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v novem šolskem letu namenja 2 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna Ministrstva za delo, prejeli pa jih bodo štipenditorji po vrstnem redu prispelih vlog do porabe sredstev. Javni sklad z razpisom sofinancira štipendije za javno veljavne programe poklicnega in srednješolskega izobraževanja ter za študijske programe. Dopoldne so novogoriški potapljači in pirotehniki iz reke Soče odstranili 350 kg težko granato iz Prve svetovne vojne. V sklajeni akciji je sodelovalo kar 60 ljudi, iz varnostnih razlogov pa so evakuirali ljudi iz nekaterih bližnjih delov Savkana in italijanskega Šentmaura, granato pa so odpeljali v začasno skladišče, kjer bo počakala na uničenje. Na granato so potapljači slučajno naleteli na reševalni akciji pred 10 dnevi. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek bo še precej jasno, sredi popoldneva in zvečer bodo predvsem na severozahodu nastale posamezne nevihte. Danes v dnevniku televizije Maribor. O odgovornosti pogina rib danes tudi minister. V Račah so se pomerili najboljši orači. Več tisoč romarjev ob Marijinem prazniku obiskalo Ptujsko goro. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.